Ljudje in ljudine, poslušate epizodo, 14. epizodo posneto v živo pred živim in še kako živahnim občinstvom, danes 14. marca 2024 v okviru novega cikla predavanj o filmu, filmski žanri skozi družbeno kritiko v organizaciji Pekarne Magdalenske mreže, Film Factory in Mariborske knjižnice. Gostujemo v Obratu, v prostoru umetnosti in participacije v Mariboru, se pravi najbolj štajerski podcast v Ljubljani, je torej končno tudi v srčju Štajerske. Kot že rečeno, to počnemo pred živim občinstvom, ki si je vzelo čas, da nas pride ta večer poslušati in svoje navdušenje nad tem, da sodeluje v epizodi z nami, da se bodo tako rekoč zapisali v zgodovino, bodo zdaj tudi pošteno oznanili. Občinstvo, oglasite se. Super, hvala. Snemamo torej podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, obod, organizatorji bojev za osvoboditev od dela smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov. Današnja epizoda je torej tematska, posvečena grozljivki kot alegoriji razrednega boja, kako se torej v grozljivem žanru zapletajo in razrešujejo napetosti med razredi v sodobni kapitalistični družbi, kdo nasrka, kdo je zmagovalec, kakšna je narava kapitalističnega zla. Pri tem se bomo skušali izogibati pretiranim kvarnikom, zato brez strahu, no z nekaj strahu že, se bomo vendarle govorili o grozljivkah. Pridružite se nam torej na potovanju v industrijska mesta med mezdne delavce in prekarce, kjer je največja grozljivka, kako preživeti z minimalcem. Maestro, eno urbano in grozno. Skratka, danes govorimo o grozljivki, o tem, kako neka sodobna grozljivka upoveduje razredni boj in mogoče nekako za začetek spregovorimo ene par besed pravzaprav o tem, o čemer poslušamo zadnja leta predvsej, o elevated horror, ne? Zdaj se v sodobni grozljivki se govori o elevated horror kot neki posebni vrsti podžanru grozljivke, v slovenščino to zaenkrat prevajamo kot privzdignjena grozljivka, tudi ravno zaradi tega slabšalnega prizvoka, ki mislim, da je notar. Ali sploh to obstaja kot žanr? Kako se vama zdi, Igor, posebej tebe recimo? Zdaj, grozljivka je zmeraj imela neko sporočilo dodatno. Zelo pogosto je bilo to ali nekaj psihičnega ali nekaj bolj družbenega in so avtorji ubirali te žanre sploh v kakih represivnih družbah, ravno zato, da so lahko sporočila na ta način dali ven. Tukaj lahko potem tudi se vrnemo nazaj k pravljicam, ki imajo ena sporočila, recimo ne vem, Rdeča kapica ali pa čiste, ta najbolj klasične, imajo notena sporočila, ki so zelo vzgojna ali pa kakorkoli tako drugače povezana. In v grozljivki pridemo do tega, da je not nek družben strah ponavadi. Ne vem, Frankenstein, kot prva grozljivka, je imel strah pred tem, kaj nam bo znanost prinesla. In Drakula potem. O teh stvarih smo že večkrat razpravljali. Zdaj pa, če pridemo do privzdignjene grozljivke, so pa to dosti bolj kot strašljivi filmi, so umetniški filmi, ki imajo not grozljive elemente in pri katerih ni bistvo, da te bo šokiral z tem, kar prikaže, ampak s tem, kar ti ugotoviš o družbi in o sebi, potem, ko si film pogledal. Ja, meni se zdi, da zraven tega, kar sem omenil, je še tudi en level, ne, in to je ta marketinški level. Ker elevated horror je nekako iz strani studiov pa nasploh kritiške srednje nastal, ne, tako ne recimo za grunge ali pa kakšen drug žanr, ne, ki se ga tudi avtorji, ki so, mislim, glavni Pil pa Eggers, naprimer, otepajo, ne, se te oznake, ne.
Meni osebno je to nekak hibrid. Pil tudi sam reče, jaz ne delam horor, jaz v bistvu delam resen film, mogoče celo art film, ki se poslužuje tropov in klišejev horor žanra. Ne? Tako da tudi on nekako, mislim, če bi zdaj to apliciral na samo to definicijo, ki si jo ti podal, je nekako tak vmes med avtorjem, avtorskim filmom, pa med nekim marketingom, ki ga seveda razumem zdaj za predvsem take majhne studije, kot navadi producirajo te filme, low budget filme ponavadi, da je fajn tudi razmišljati potem znotraj tega okvirja. Ne? No, mislim, kar se Pila tiče, ne glede na to, kako je on si zastavil film, posnel ga je pri studiu, ki dela zgolj horror filme. Ne? No, to, ja. Ja, jaz mislim, da je Mito tudi začel, oba sta začela pač pomembno temo. Jaz mislim, da seveda elevated horror ima en velik problem, ki je najprej to, da seveda že zelo dolgo obstaja podžanr hororja oziroma grozljivke, ki se mu reče art horror, se pravi umetniška grozljivka, potem imamo recimo tudi seveda psihološko grozljivko, ne? In kako so zdaj te nove grozljivke drugačne od tega, v resnici ne vem, ne? In to, kar je Mito začel, seveda po tistem, ko je grozljivka zapadla v neko letargijo okrog leta 2000, ne, ko smo imeli zelo malo dobrih, uspešnih primerov grozljivk, še posebej pa takih grozljivk, ki bi pripeljali ljudi v kino, se mi zdi, da so studiji pač rebrandali grozljivko kot elevated horror, tudi zaradi tega, ker se jim je zdelo, da bojo tako pripeljali več občinstva v kino. Ne. Ker za elevated horror vsi govorijo, da je to grozljivka za tiste, ki ne marajo grozljivk. Ne. Skratka, da to ni grozljivka, kjer bi bilo veliko krvi, ampak bolj deluje na nekem psihološkem razvoju liku, na filozofskih temah, to, kar si ti, Igor, povedal. Drugače pa recimo, zdaj se predvsem kritiki seveda pripirajo, kje bi bil sploh začetek tega privzdignjenega hororja, ker to so včasih povezovali z japonsko grozo, ne, z J-grozo, oziroma japonskimi grozljivkami, z italijanskimi giallo grozljivkami. Potem je bilo gibanje nekih transgresivnih filmov na prelomu tisočletja, ki ga tlačijo s tem noter, novi ekstremizem, filmi Gasparja Noela in pa srpski film, recimo ena taka Srđana Spasojevića, kjer je pa šlo v bistvu za bolj ali manj za izrazito nazorne podobe nasilja, pa zlasti spolnega nasilja. In pa zdaj se pač to povezuje predvsem z grozljivkami studija A24, ne, kjer so tudi izumili nekako elevated horror, ampak tako kot je Mito rekel, ne, večinoma se vsi otepajo tega izraza, zato ker dejansko vsebine ni. In mi, kar bomo danes govorili, dosti tega, kar bomo mi govorili, spada v ta podžanr privzdignjene grozljivke. Jaz mislim, da je tu še en element, ki se noter povezuje, namreč, da ne samo seveda ta komercialni vidik studijev, ampak tudi to, da se je grozljivka revitalizirala s tem, da se je z tem art filmom, skratka, da so to dajali nekim res režiserjem, ki so pač avtorji, se pravi, ki so avtorji, ki delajo avtorski film, in da ti režiserji seveda hočejo kompleksne like, kompleksne zgodbe, to pa ne gre čisto dobro skupaj z stereotipi grozljivke. Ne moreš ti imeti ženske junakinje, ki pomanjkljivo oblečena skače po hiši in kriči in beži pred morilcem, če seveda ti hočeš imeti kompleksen lik in ne biti stereotipen in pač prikazati, da se tudi ženska lahko upre neki grozi. Ne? Tako da jaz mislim, da je bolj s tem povezano, ampak definitivno je to nekaj, o čemer jaz mislim, da je treba govoriti. Še en moment je, ki pa ga ne smemo pozabiti, je pa tudi ta snobizem. Zdaj, elevated horror je seveda tudi za kritike, ki drugače vihajo nos nad grozljivkami, hvala Bogu, Igor ni tak, ne? Ampak ja, veliko filmskih kritikov pač Kinodvor, Kinoteka, ne bi pa ravno šli v Kolosej, naj počiva v miru, in jih ne brigajo grozljivke, ne? So zelo vzvišeni na tem, zdaj pa elevated horror je pa nekaj kada izgovor, da pa zdaj oni pa to lahko gledajo. Ne? Tako da, ja, mi, kar bomo danes govorili, je seveda dosti elevated horror, ampak tudi dosti ni, in pa predvsem jaz upam, da nismo elitisti in bomo lepo vse te filme predstavili tako, kot si zaslužijo. Mogoče začnemo seveda današnja ker je krovna tema razredni boj oziroma prikaz razrednih razlik v grozljivki, bi začeli mogoče z Get Out, z Beži, ker je tudi to eden od teh filmov, ki je najpogosteje predstavljen kot mogoče eden od začetnikov tega privzdignjene groze. Se pravi, zanimivo je, ker ponavadi ljudje povezujejo z Beži
kot je slovenski prevod, večinoma z rasno napetostjo. Kje je tukaj razredna napetost? Mito, vprašanje zate. Fuck. V bistvu zdaj evropocentrično v bistvu razlagati ameriško rasno napetost je problematično že samo po sebi, ampak da se ampak britanski igralec v glavni vlogi se obnese. Se obnese, dobro, ampak to je druga stvar. Ko jaz začnem temu razlagati, je mogoče bolj problematično. Seveda je to v bistvu zelo ameriško specifično. Predvsem par scen je zelo jasno zastavljenih, naprimer ta scena z policajem, upam, da ne rabimo obnove za ta film, pa tudi našim poslušalcem se opravičujem, da bom kar skakal malo naokrog, ker ta film se seveda obada z rasno problematiko, posameznikom pa ni zgolj nekim bigotry, ali kako se že temu, kako bi te prevedel v slovenščino, torej ena na ena sovraštvom, nestrpnostjo proti drugi manjšini, ampak Pil pokaže sistemski rasizem, ne? Preko policaja, preko rečemo temu upper middle class razreda, ki izkorišča, povabi, zlorabi temnopoltega v svoj prid. Če pa greš korak dlje, ne? Pa mogoče lahko za nas bolj zanimivo branje, predvsem v tem kontekstu, kot ga imamo danes v razrednem boju, oni ne grejo zgolj na oni se ne polestijo zgolj temnopolte osebe, oni se polestijo telesa. Ta skupina ljudi, v katero v bistvu koluje vstopi, ta njegov lik, oni se polestijo njegovega telesa, zato ker se oni nekako uselijo vanga preko tega, kako se že reče, the drops. Kratka, oni ga hipnotizirajo, da v bistvu potem naselijo van svojo dušo, svoj kakorkoli, in nekako furajo neko nesmrtnost. V bistvu zdaj marksistična kritika ali pa branje tega bi bilo, kao kapital se reproducira, nek razred kao najde novo telo, v katero najde kao nosilec, ki se potem lahko seli naprej. Ne. Njim gre naprimer na živce, da on kadi. Zakaj jim gre na živce? Zato, ker želijo zdravo telo. Tu pride tudi potem neka obsesija zraven v tem ameriškem smislu, kao, ne, da obsesija nad temnopoltim atletskim telesom, kot lahko vidimo pri NBA ali pa študentskih teh košarkaših. Ne. In je to branje precej lahko zanimivo, ne, če ga obrneš na kapitalistični sistem, pa predvsem na razredni boj. Ne. Ker pač mislim, da Pil tukaj zelo tenkočutno lahko potegne eno linijo. Ja, plus, da ima enega najbolj očitnih simbolov razredne privilegiranosti not, in sicer hipnotiziranje poteka prek tega, da z žličko po čajnem, po tistem čaju vrti, ne? In tista žlička je srebrna. In je dobesedno, je fraza v angleščini to be born with a silver spoon. Ja. In se mi zdi, da je en tak očiten simbol not dat pa dost pogumno od avtorja in ti tudi pove vse, da to ni zgolj rasa, ampak je to, koliko imaš, ko si se rodil. Jaz vse, če pogledaš v ameriško družbo, nasploh v bistvu imaš ogromne neenakosti, ne? Mislim, da predvsem na dohodkovni ravni. Ne? In rasa pa kapitalistični sistem nista tako razločena, sta v bistvu precej povezana. In tudi sistemski rasizem, predvsem če bereš redlining, naprimer, kaj so počeli od Jim Crowa naprej, je to zelo tesno povezano. Ne? Tako da Get Out je res, se meni zdi najbolj jasen, pa najbolj drzen tudi v teh primerov, ki da izjavo ven, kao ja, rasa in kapitalizem imata res skupne točke, ne? Predvsem rasizem, no? Ne sam rasa. Naprimer, meni najbolj očitna zadeva tukaj v tem filmu je scena z policistom, ki to je na začetku. Ne? Policist ostavi kolujo pa njegovo punco, ki ga pela njenim staršom, ne? Predstavi, to je moj fant, to je zdaj to, ne? Ona ga nekako gruma, ne? Da bo postal novo telo, ki ga bojo izkoriščali. Ampak ta scena nekako najprej zapade v to tipično rasno problematiko, ne? Kjer policaj ostavi temnopoltega in od njega zahteva vozniški izpit, kljub temu, da sta v bistvu ona dva nabasala na srno in je v bistvu vse zelo jasno, črno na belem. V bistvu bi ta problem mogel biti rešen, rečemo evropsko, kao, ne, srno si zadev, čao, najlepša hvala, upam, da ste ok, čao, ne.
Zdaj pa meni je najbolj zanimivo v tej sceni, da se v bistvu on počuti kot sama srna, nekako mirno, skuša mirno rešiti situacijo, ne gledati v oči, dajmo samo skozi, čao. Medtem ko se pa ona dohodkovno bolj privilegirana, višji razred, višji srednji sloj, začne upirati, ona kriči. Ona ima privilegije in ona se tudi počuti pozvano, da pove svoje. Ne? In je zelo jasna scena v tem smislu, ne zgolj rasnem, ampak tudi v smislu, kjer razred ima ta določen privilegij, da se kapitalu upira, ali pa mislim, da se predvsem upira sistemu nadzora oziroma sistemu, ki ima silo za nadzor. Ja, res je. Definitivno je tukaj še toliko simbolno seveda odigra, ker je njena vloga, te njegove punce, seveda totalna izdaja in ravno v tem tudi vidiš, kako recimo nek srednji sloj, kljub temu, da se upira temu rasizmu, da je pravzaprav da ona napada tega policista in prepozna to kot rasizem do svojega zaročenca ali karkoli sta, ampak seveda samo za lastne privilegije. Jo boli izguba lastnih privilegijev, hkrati pa seveda bo ona izkoristila to telo tega zaročenca in ne na način, na katerega to pričakuješ. Ja, se to v bistvu, nočem zdaj v Žižka zapasti, ampak Žižek je v enem intervjuju tako lepo rekel, kaj je problem s ameriških liberalcev, ne? Da v bistvu oni so full progresivci, ki želijo biti zavezniki manjšin, pa vseh problematičnih skupin, ki v Ameriki izražajo svoje probleme, ne? Ampak zgolj do neke meje. To je tista prva razpoka v ameriškem liberalizmu, ne? Da v bistvu jaz bom glasen, jaz bom podpiral, jaz bom zaveznik, ampak zgolj do tiste točke, ko ne ogroža mojega razreda. Ne? Ker mi smo samo bojevniki v tem smislu, mi smo samo bojevniki do tega smisla, dokler sem lahko zgolj za svoj tipkovnico ali pa dokler ne ogroža mojega Tesla tam ali pa kakorkoli. Ja, se Jordan Peele je drugače posnel še tudi Us, oziroma Mi, ki je tudi nekaj, recimo temu bi tudi lahko videli neko razredno alegorijo v tem filmu, če tudi je ta film, jaz bi rekel, precej odprt za pomene, no in je marsikaj, kako si ga lahko razlagaš, ampak seveda v tem filmu imamo neko družino, ki ugotovi, da obstajajo neki dvojniki, njihovi dvojniki, ki so jih zdaj prišli nadomestiti in da se to dogaja po celi Ameriki, bolj ali manj, kot smo uspeli ugotoviti. In seveda ti dvojniki so neki, ki so rasli nekje v podzemlju in so kako so že neki so delali, ne, skratka so jih imeli. Jedli so zgolj zajce. Tako, jedli so zgolj zajce, zdaj kaj to točno pomeni, si ne znam razlagati, ampak skratka, tukaj gre seveda tudi za nek strah pred neko brezimno množico, dobesedno nekoga, ki iz dna družbe pride, da te bo zamenjal v tvojem lepem, urejenem domu. Ne. Se mi tudi zdi ena taka fina paralela. Zdaj, najbolj prepoznaven med temi filmi, kjer tudi prihaja do neke te zamenjave pa strahu med obema razredoma, je seveda z Oskarjem nagrajeni Parazit, oziroma v originalu Gi Sang-chung, Bong Joon-hoja. Tam imamo pa tudi, ravno ta film recimo marsikdo ne bi uvrstil recimo niti v grozljivke, ne, je zelo vprašanje, koliko je tu grozljiv, je v resnici samo nekako konec. Vmes bi lahko to bila srhljivka, mogoče bolj, ne? Ampak recimo mi smo to vseeno vzeli, ker ima neke elemente odprtega nasilja oziroma zelo nazorno prikazanega nasilja in tukaj se točno to zgodi, ne? Skratka, spet je nek strah višjega razreda pred nižjim, ampak tukaj je to prikazano stališča nižjega razreda in dejansko vidiš njihovo zvitost, podjetnost, sposobnost preživetja in točno tega nekega, da so oni tudi v resnici predstavljajo neko resnično nevarnost. Ne? Ta nevarnost je zelo konkretizirana. V bistvu je nevarnost, če vse tri filme zavzameš v zakup, rečeš je nevarnost vertikalne mobilnosti, ne? Ker tako v Us nekdo pride od spodaj navzgor, tako v Get Out privilegirani razred potisne nekoga v ta sunken place, tako se reče, sunken place. Potisne nekoga navzdol, v Parazitu imaš pa zelo jasno izražene v fotografiji te paralele, ne? Gor pa dol. Ko oni pridejo v ta bogatunski dom, je nekdo še v tisti kleti, naprimer, to je tista prva jasno izražena vertikala, oni živijo v kleti, kjer gledajo samo od nosu navzgor na tisto cesto, ko pride do onega groznega naliva v
mesto, če spremljaš tisto celo sekvenco, oni non-stop letijo po stopnicah navzdol. In je genialno posneto ravno to, ne? V bistvu, kako se je poslužil te zelo naravne smeri. In mislim, da je tukaj tudi lepo izražena ta vertikalna mobilnost, ki za njih predvsem teče, želijo si navzgor, ampak vedno jih pa najmanjša katastrofa potisne navzdol. In tudi ko groza, naprimer se meni zdi v tem filmu, ko oni odkrijajo še nekoga manj privilegiranega, slabše financiranega, kakorkoli, pa ekonomsko situiranega v tisti kleti oziroma onega moškega, ne, ki je v bistvu tam prikovan na poslu, ne, da ima te grozne elemente noter. Ne. Podobno je v bistvu tudi, se imamo kasneje napisano, ne, ta pojavnost razrednega boja na čisto vizualni ravni Snowpiercer. Ne. Sicer ni vertikala, ampak je v bistvu premikanje navzgor po vlaku, ne, iz zadnjega razreda naprej navzgor do lokomotive, kjer je pač veliki kapital prebiva in srka svoje. Ne. Tako da ja. Isti avtor je. Ja. Tudi isti avtor, ampak recimo zdaj super je Mito povzel prvo temo prvih filmov vertikalne mobilnosti. Zdaj mogoče, če gremo v eno umestno temo, ki pa je podobe mesta oziroma neke te mestne, tudi neke vrste mobilnosti, nekjer je ta vertikalna mobilnost, ki si ti Mito omenil, tudi pri Snowpiercerju je seveda odlično v metafori vlaka, ker vemo, da imamo 3 razrede, sicer slovenski vlaki imajo samo en razred in vsi zamujajo, ampak tukaj pa imamo recimo dva filma, ki sem jaz zbral, It Follows, Zlo za petami in Candyman, kjer imamo pa veliko govora recimo v Candymanu o gentrifikaciji, ampak če recimo zato, ker smo se o tem v avtu že pogovarjali, mogoče pa bom jaz povzel recimo, zakaj jaz mislim, da je Zlo za petami spada točno v to, tudi v to razredni boj, ker tam imamo, če se prav spomnite, to je grozljivka, v katerem se neka grozljivi element, skratka nek lik, ki ti sledi in te bo slejko prej ubil, ti si ga nakoplješ na svojo grbo s tem, da spiš z nekom, ki mu je prej sledil. Skratka, ti se lahko seveda potem tudi znebiš tega zasledujoče entitete, tako da spiš spet z nekom dalje. Ne? Ampak to, da je grozljivka umeščena v Detroit, razpada v Detroit, iz katerega je skratka so uničili, kjer so kapitalisti z izvažanjem delovne sile v Azijo popolnoma uničili mesto, to ni naključje. Ne? Jaz sem bral veliko interpretacij, ki govorijo, seveda najbolj enostavna interpretacija tega je, da gre za spolno prenosljivo bolezen, se pravi AIDS ali pa kakorkoli, AIDS mogoče je že, malo smo ga že pozabili, ampak še vedno je tukaj, ne? Ampak mogoče bolj zanimiva interpretacija pa meni ta z Detroitom, ker gre pravzaprav za razpad mesta. Ker ti razpad mesta oziroma ta razkroj, ki ga vidimo skoraj v vsakem posnetku, te suburbije pa tega downtowna, ti nekako sledi skozi življenje in se ga nikoli ne boš znebil. In je pač nekaj tudi, kako se te mesto in ta nek eksistencialistični angst in obup in neka pravzaprav totalna brezizhodnost, kako se te lahko polasti, samo zaradi tega, ker si rojen v napačnem kraju. Ker je pač ta kraj industrijski in so delavci odvisni bili od tovarn, ki jih zdaj ni več. Ne? In se mi zdi ta ideja zelo dobra. Poleg tega, da je sem bral eno feministično kritiko, ki pa pravzaprav govori tudi o tem, kako mi danes, in to je zdaj seveda v zadnjih letih še toliko bolj izpostavljeno, ker vemo, da v Ameriki se je zgodilo velik preobrat na ustavnem sodišču in so skratka skenslali Roe versus Wade in mnoge Američanke oropali pravzaprav zdravstvene storitve splava, je seveda, da je za nižje sloje seks veliko nevarnejši kot za višje sloje. Ne? Skratka, seks pri nižjih slojih ni brez posledic, nikoli brez posledic, posebej pa nek ta casual teen sex, se pravi nek one night stand, zakaj vse to v angleščini, ne vem. Skratka, s tem, da spiš z nekom, ki ga nekje srečaš, kar seveda lahko zanosiš in potem je to ti uniči lahko celo življenje. In tudi iz tega stališča se seveda to da interpretirati, ker seveda vemo, ne, da bogati bodo zmeraj lahko šli v Kanado ali pa kamorkoli
tudi republikanski senatori, ki svoje ljubice izvažajo in jim plačujejo za splav, to zelo dobro vejo. Ne? Če tudi so prepovedali splav v Ameriki. In se mi zdi to ena taka zelo potentna pač interpretacija tega filma, ki ga seveda lahko preslikamo na Candymana oziroma Cukermoža, ki pa ima spet tudi tukaj gremo lahko nazaj v Get Outovsko rasno problematiko, hkrati pa je to problematika razreda. Ja, boste sam kimali, ali bo kaj? Ne, kar ne, Igor. Igor, daj poveš. Ne, absolutno se tudi v tem Candymanu 2, ali kakorkoli ćemo temu reči, od predlani, je ena zelo povedna stvar, glavni junak, ki je slikar in je na razstavi in mu reče ta umetniška kritičarka, sej to je tak kraj, kamor radi pridete, na katere navalite vi ljudje. Ne? In on tak, oprostite, ne? Kaj zdaj? Pa on reče, mislim umetnike. Ne? In v bistvu se gre za to, da pač umetniki se preselijo v degradirana območja, kjer začnejo ustvarjati in s tem postanejo ta degradirana območja cool in potem se začnejo okrog tega razvijati bolj fancy zadeve in se tja začnejo preseljevati bogatejši ljudje in ljudje, ki so tam živeli in ki so dajali temu kraju ali pa četrti nek karakter, si ne morejo več privoščiti tam biti in se odselijo. Ne? Zdaj, bodi si, če imajo najemnino, se jim najemnine dvignejo, če so lastniki stanovanj, dobijo bistveno več denarja, ali pa jim nekdo razloži, da njihova hiša ni več varna in da bi morali za obnovo dati več, kot pač si lahko privoščijo. In temu procesu se reče gentrifikacija in ta drugi Candyman je povsem osredotočen na to. Dočim prvi iz 90-ih je dosti bolj zgodba o getu in o tej glavni junakini, ki je študentka novinarstva, ki potem postane ta trop bele rešiteljice, ki se gre žrtvovati za to, da reši temnopoltega otroka. Ampak dost bolj zanimive interpretacije potem ponudi ta nov film, hkrati pa imata oba dva to nedefinirano zlo tega Candymana, ki prihaja nekje od zadaj, ki je nekak del tega geta, v katerem se vsi pretvarjamo, da so problemi lahko rešljivi, ampak se jih nihče ne spravlja dejansko rešiti. V bistvu Candyman, Cukermož, ima še eno dodaten intersekcionalni level, ki se meni zdi kot slikaru zanimivo. Dobiš bonus, vsakeč, ko rečeš hvala, plačaš pivo. Ta zahteva oziroma razočaranje njegovega kustosa oziroma galerista, reče, kje pa je ta tema, a nisi ti tam odraščal, ne? Zakaj mi tega ne ponudiš? To je zanimivo, to je super za moje art kupce, ne? Za to art galerist elito, ne? A veš, ker zgolj da ti neko optiko tam le furaš, ni zanimivo. Ti moraš samega sebe prodajati. Ti moraš prodajati neko določeno identiteto. In kljub temu, da v bistvu ta slikar je uspešen, on živi v ful hudem fletu, ne kljub temu, da njegova žena / punca v bistvu kao je ta bolj uspešen element v njunem razmerju, on je zelo dobro živi, lahko bi napredoval v svoji karieri na druge teme, ampak nekako ga točno ta, rečemo temu kapital, ne, sili nazaj v nek performance razreda, performance neke določene identitete, ki je pričakovana. In ta element je meni zelo zanimiv, ne? Ker nekako v odmetniškem smislu je to precej domača stvar. Jaz vem, da sem ujet v neko določeno zadevo in je to kar problematično oziroma najti neke izhode ven. Pri njemu se pa to v bistvu izrazi na zelo grozen način. Mislim, da je en dodaten intersekcionalni level, kako v bistvu on potem postane sama pošast zaradi tega praskanja po svoji identiteti, po tem svojem getu, po tem revščini, po tem svojem lastnem razredu. On dejansko potem postane ta monster, ta revanšistični. Ja, pošast, ki je nekakšen v resnici.
kar spet seveda govori o razredu in govori o tem, da je to pošast, ne? Ker vemo, New York ima Spidermana in ima druge superjunake, ki branijo neko četrt, ne? Medtem ko neko revno četrt pa brani pošast. Resnici, ja, ampak mislim, tukaj se mi zdi zanimivo, mogoče mu lahko zdaj malo bolj jasno povem. Kapital od njega zahteva kao neko sterilno podobo tega. Ne? Veš, ker ona slika kao tega ali Candymana ali pa svojo temnopoltost, svoj razred na nek zelo sterilen način, zato da se lahko konzumira ob tistem vinčku, pa ob mesku, pa kruhki in tako naprej. Sodi v eno suburban oziroma buržujsko stanovanje. No, ja, točno to. Da lahko on sam se vključi v to, da dobi to vertikalno mobilnost, ne? Tudi te stolpnice so v Candymanu zelo pomembne, ne? In sam na tej podlagi je v bistvu zelo zanimiv za pogled tudi na ta način, no? Da v bistvu kako se posameznik pretvarja, da je nekaj drugega, pa zapade v ponor praskanja pa odinjanja neki nadstrukturi ali kakorkoli bomo temu rekli. Dobro, mi to pusti svojo življenjsko zgodbo ven iz tega. Gremo naprej. To je bila skratka, kako se je v mesto. Še en podžanr groze oziroma grozljivke je tukaj zelo potenten. Ne vem, zakaj pa jaz danes uporabljam že drugič to besedo, ker prej v življenju nikoli nisem. Je pa seveda, kako se razlika med razredi dobesedno prenese v boj med razredi oziroma v razredni boj. In tukaj imamo kar nekaj filmov, ki govorijo o pobijanju, skratka o pobijanju med posameznimi razredi. Zdaj, Igor je tle bolj strokovnjak kot midva, saj jaz nisem gledal toliko, recimo Igor je spostavil tudi kaj Krvava hostla in recimo The Purge oziroma franšizo Očiščenje, ki je, mislim, da zdaj že 5 filmov, se pravi od 2013 do 2021, Hostel 2.5 in Hostel 2.7. Skratka, Igor, boš ti več povedal najprej o teh dveh filmih? O teh filmih, kolikor pač jih je? Ja, preveč težko jim je slediti včasih. Torej, Hostel sodi uradno v podžanr, kako sem že prej rekel, Torture porn? Torture porn, ja. Isto kot Žaga. Ne? In tudi Žaga je imela potem kasneje nekaj družbenih, oziroma že kar tako od začetka so tukaj prisotni socialni elementi. Ne? Ker če se spomnimo prve Žage, je v bistvu povod za morilca to, da ne dobi, kot reven človek ne dobi dobre zdravstvene oskrbe, ko umira za rakom. In to je to, kar ga sproži. Potem pa so naredili še en kup filmov, ki nima nobene veze s tem, da se on sprava na svojega zdravnika, ampak nekateri med njimi so imeli, eden se prav dogaja, se spravi na ljudi, ki so v zavarovalnici zavrnili zdravljenje ljudem in tako dalje. Ampak Hostel je tukaj bolj neposreden, gre se za pač to zgodbo backpackeri po Evropi in pridejo tu na Slovaškem v nek hostel, posneto je sicer na Češkem. To je Slovake blazno razburilo. Ker mislim, da pač disajo, kak je na Slovaškem, pa dejansko pa ne porabijo denarja tam, da bi posneli film. In jih čez noč pač nekakim pijačo kaj da ali kakorkoli, v glavnem ugrabijo jih in potem so bogataši, ki kupijo zato, da posamezne te mladce, zato, da se bodo izživljali nad njimi in jih mučili in ubili na koncu. Ne? In tukaj gre zelo daleč in glavni junak, tukaj vem, da smo rekli, da ne bo spoilerov, ampak mislim, da za film iz 2.5 mogoče vseeno lahko, glavni junak na koncu preživi v prvem filmu. Ne? Ampak potem se pokaže, da v drugem filmu, da temu prav zares ne moreš pobegniti. In takoj na začetku drugega filma vidimo njega, kako pride domov do nekega prijatelja, se reši in potem takoj za njim 2 minuti je morilec in ga ubije, ker on ne sme povedati, kaj se je tam dogajalo. In potem je pa drugi film še bolj zanimiv, ker se zdi sprva, da gledamo isto štorijo, samo da so to podpunce namesto fantov. Ne? Na koncu je pa twist in ta twist je eden bolj kapitalističnih precelih zadev. Cel film Hostel Part 2 je nastal samo zato, ker pač je prvi zaslužil toliko denarja. In drugi film se konča s tem, da pokaže dodatno moč denarja. In sicer za eno to glavno junakinjo, ki backpacka, tako kot vsi ostali pač na Interrail in z nič denarja,
se potem izkaže, da ona pravzaprav je pa ful bogata in v zadnji sceni, ko njo ujamejo, ona kupi človeka, ki je prej njo kupil, zato da ga bo ubila in ga mučila. Okay. In to naredi tak. Zato, ker pač si lahko privošči. In se mi je to vedno zdel en zelo, zelo zanimiv twist. Moram pa reči, da tudi je bilo zelo zanimivo po mojim sosedom, ker se spomnim, sem gledal ta film doma, pa so se mi vrata odprla, pa nisem vedel. Je bilo vso to kričanje in vse to direkt poleg lifta. No, ampak takrat imaš od sosedov mir, verjetno. Ja. Noben ni prišel težiti več. Ja, bi rekel. No, potem pa so filmi The Purge, ki pa so zelo zanimivi z enega drugega stališča. In sicer zdaj pač svet, katerega so postavljeni, je, da so v ZDA pač neka nova vlada je in so rekli, ok, glavni problem države je, da ne moreš nobenega ubiti. 12 ur enkrat na leto je 12 ur čez noč, ko lahko delaš, kaj hočeš. In nobenega zakona ni, vse velja. Ne? In glavni junak tega prvega filma so družina, ki pač očeta igra Ethan Hawke, in oni živijo v eni lepi suburbiji in to so si privoščili, zato ker on prodaja varnostne sisteme prav za obrambo pred purgem. In potem pač pride do tega, da vleti en brezdomec, jih prosi, če ga noč spustijo, hčerka ga noč spusti, potem pa sledijo morilci, ki so tega brezdomca hoteli ubiti. In začnejo napadati njihovo hišo in njihov varnostni sistem seveda ne zdrži. V tem, ko oni potem pridejo ven, se pa nad njih spravijo še sosedje, ker se izkaže, da pač sosedi niso cenili tega, da imajo zdaj te prišleke, ki dejansko morajo delati v tej fancy soseski. In dobiš en zelo zanimiv pogled, pri čemer je ta avtor James de Monaco potem začel ta svet ful raziskovati še naprej in potem imaš drugi del se dogaja v centru mesta, kako je tam scena, potem pač imaš še volitve, kjer pač imaš političarko, ki hoče to spremeniti, potem imaš zgodbo imigrantov, ki pač čist jim ni jasno, kaj se sploh dogaja, ker so pač vleteli še letja in se probajo skriti. Pa hkrati imaš še nemške turiste, ki so prišli tja zato, da lahko pobijajo. No, ampak kot vsi izpostavijo pri teh filmih, ne, je malo nenavadno, da vsi hočejo samo pobijati, ko imaš 12 ur, ker za ves kriminal velja, ne, recimo, tudi lahko bi banko oropal, ne, lahko bi se šel malverzacije finančne. Lahko še trgovino s sladoledom. Ja. V smislu nekaj manjšega. Jaz bi to moja prva misel. Jaz bi šel na banko pa kadil. Na banki. Aha, in potem, ampak večinoma pač morijo, ali kaj? Vsi, to je to. Aha. Psihopati so moriti hočejo, dostkrat nekateri si izberejo koga, mislim tudi državne prevrate se grejo in take stvari. Ampak... Če smem... Kako bi v bistvu tukaj za ta razredni boj not vklopil? Bi to označil kot strah pred plebsom, ki bo prišel do nas pobil? V prvem filmu imaš prav to, da se oni obrnejo proti povspetnikom, ki so pač šli navzgor. Potem kasneje pa imaš ful tega, da se spravljajo na brezdomce, ker ne bojo imeli nobene zaščite. Potem imaš pa tudi sistem bolnice, kako se revni ljudje organizirajo v eno bolnico, ki med purgem prav nudi storitve vsem in tako dalje, in imaš tu eno solidarnost. Dost teh stvari razišče. Znotraj enega zelo ne-elevated horrorja. Ok. No, sej, smo rekli, da bomo ves horror upoštevali. Zdaj, znotraj tega je seveda tudi zanimiv film The Hunt iz 2020, oziroma Low, ker smo ga, če kdo hoče več o filmu, smo ga obdelali v 54. naši epizodi, kje je že to, skoraj 100 epizod, več kot 100 epizod zadaj. Ampak v tem filmu imamo mogoče en tak mal twist, zelo političen, zelo aktualen za tisti trenutek. Skratka, tukaj seveda so spet elite, ki pobijajo skratka neke z nižjega razreda, ampak tukaj z tem twistom, da so to liberalne elite, skratka to so neki ljudje, ki jih imamo drugače za razsvetljene, ki ne bi bili pač skratka neki sočutni in tudi so sočutni na zelo papirnat način. Skratka, bogati so, pretvarjajo se, da so sočutni. Skratka, pogovarjajo se tem, a smejo reči črncu temnopolt ali afroameričan, kako skratka ga
hočejo oklicati, medtem ko seveda pobijajo brez vsakega pomisleka te neke redneke, ki so jih nabavili. Na koncu se sicer izkaže, zakaj, ampak v resnici pobijajo skratka neke redneke, skratka za ostale, kako mi temu rečemo. Haložani. Kako? Sorry. Okay. Jaz lahko to rečem, ker sem na pol haložan. Ja. Wow. Lepo mi to, ja. Imaš tam na pol tega prijatelja? Skratka, neke routerje, to sem iskal, hvala. Router, hvala, ker mi je Mito. Mito mi je dal asociacijo. Okay. On ne samo, da je po haloženi tudi zdaj router, skratka, pobijajo routerje in seveda vsakeč, ko nekoga pobijajo, mu povejo, recimo, kaj mu očita, nekdo zanika globalno segrevanje in ne vem kaj. Seveda je v zadju ena zelo bolj osebna stvar, ampak pri tem nasrkajo na eno bivšo vojakinjo, ki jim seveda nekako parira in jim vrne. Ampak predvsem je pač zanimivo to, kako so tukaj elite, niso samo zlobne to v tem nekem smislu, ampak so to dejansko neki ljudje, ki bi jih načeloma naj bi bili pač skratka neki intelektualci, so neki filmski, kaj so že neki pač producenti, pač neki teh firme, ne vem kaj. Skratka, taki mali Eloni Muski, ki nam sicer res prepoznamo kot totalne psihopate, kot to, kar v resnici so. Ne? Ampak mislim, da je ta film to dobro pokazal, hkrati je pa seveda ta politični obrat, ker oni liberalci, liberalna elita so demokrati, medtem ko so oni načeloma republikanci. Ne? Tudi imenujejo jih kot deplorables, kar je nek... Izraz, ki so ga nadeli Trumpovim volivcem. Tako, nekateri, ja. Tako, skratka, pobijajo Trumpove volilce na nek način. Ne? Ja, sej film je bil tudi takrat cel halo in so ga umaknili, pol je še pač pandemija vmes udarila. Ampak ko je film prišel ven, je Trump začel pozivati ljudi, da naj ga bojkotirajo in pol so si prišli pozivi, da naj se kinotom kaj naredi, ki drznejo to predvajati. Tako da so dejansko morali umakniti film zaradi varnosti. Pol, ko je prišel ven, pa so bili vsi, ok, ja. Ampak ne, tukaj v tem filmu pa se meni ful dopade, ker čisto eksplicitno razloži ta glavna junakinja, ki jo lovijo in se upre jim, pove basen o zajcu in želvi. In je pač prirejena. In sicer se zaključi tako, da želva pač premaga zajca lenega in potem pride zajec k njej domov, k želvi in ji razbije bajto in ubije družino in ji razloži, da ne glede na to, kaj se želva gre, zajec vedno zmaga. In mislim, da to najbolj ponazori odnos elit do pač tega, da se lahko pretvarjajo, da so liberalni in zdaj, a bomo rekli temnopolt ali črnc ali črnuh, ampak dejansko pa, če bi kdorkoli jih probal zamenjati, bojo pa jih ubili. Ja, seveda, to je seveda tudi pač čista taka tipična maska tega, ne, da seveda, ko si ti na nekem položaju, je seveda to neka zdaj, kako boš ti komu rekel, povsem nepomembno, ker ti si na tem položaju z izkoriščanjem točno teh ljudi, tako da je čisto eno in boš rekel mezdni delavci ali prekarci ali temnopolti ali ne vem kaj, ti si tisti na položaju, ki vzdržuje ta sistem in beneficiraš od tega sistema in ta sistem izkorišča točno te ljudi, o katerih se ti pa zdaj sprašuješ, kako jih boš klical. Igor, ti si tukaj dodal še 2 filma, Ready or Not, Dobro se skri, in naslednji ste vi, You're Next, ki tudi spadate nekako, a spadate tudi to pod kategorijo pobijanja elite ali kako? V bistvu pa obratno. V obeh primerih gre sicer za to, da nekdo s privilegiji proba ubiti nekoga brez, in oba se dogajata na zabavi, oziroma nečemu, kar sprva bi naj bila zabava, potem pa se izkaže, da bo basically pokol. V enem primeru gre za še neki nadnaravni elementi, pa gre za družino, tale Ready or Not, ki ne sprejme te prišleke, oziroma se pač jo spravi ubiti, da bo nekega duha pomirila. V drugem primeru se pa gre za neko dediščino in je skrajno banalno, ampak v obeh primerih imaš ljudi, ki tekajo po hiši in pač strele, ki letijo in puščice in sekire in tak dalje. In oba sta z tega stališča zelo mi bila všečno posneta.
Veliko je ene akcije, dosti je tudi ene komedije zraven. In pri tem drugem, torej naslednji ste vi, bi izpostavil, da je to še en podžanr, ki ga še nismo omenili, in sicer Mumble Gore, ki se je razvil z Mumblecora in je ful značilen po tem, da so ti avtorji posneli ogromno filmov, ki niso bili tako ful v redu, zato ker se jim ni dalo čisto izpiliti filmov, ker jim je bilo tako fajn jih snemati. Ampak vmes vsake toliko rata kak biser. Ne? In Mumblecore, ki so romantične drame praviloma ali pa socialne, in Mumblegore, ki so pač grozljivke. Ne? In tale eden, kar se grozljivk tiče, teh začetnih in boljših rezultatov. Ne? Naredil ga je Adam Wingard, ki je potem delal tudi, mislim, da Godzilla, pa neke večje filme. Ne? Pa Ty West je tudi tu zraven bil, ki so pač vsi delali potem neke tak dost big budget filme. Ampak to, če imate radi tako grozljivko, kjer se ljudje naokrog lovijo in pobijajo, to ta dva sta res fajn, pa ima ta od zadaj tudi nekaj zapovedati o tem, kako gledamo na ljudi, ko je denar posredno. Zdaj, ker smo omenjali, pač skratka, kako elite pobijajo routerje, ne, večinoma, je pa seveda žanr z veliko več neke tradicije oziroma nekega, z neke žanrske tradicije, pa seveda ravno obratno, neki routerji pobijajo tisto, kar vidijo kot elito. In za čuda, oziroma je to tudi edini naš slovenski film, ki ga bomo tukaj omenili, in to je Idila Tomaža Gorkiča iz 2015, kjer pa imamo, skratka, temu se drugače reče eksploatacijski film, se pravi routersko izkoriščevalski film, kjer skratka imamo te routerje, ki so neki nedefinirani gorenci, govorijo več različnih narečij, haloško ni med njimi sicer, ampak več narečij, tako da se ne da čisto dobro locirati, ampak tukaj imamo pač to, seveda to napetost med prišleki iz Ljubljane, ki jih, jaz mislim, da je casting pač tukaj opravil zelo dobro delo, ki jih seveda najbolj ponazarja Sebastian Kavaca kot največji pač tak simbol ljubljanskega nekega elitizma, ki pridejo nekam na deželo in jih tam skratka ugrabijo neki routerji, ki jih pač imajo poln k teh ljubljanske elite in skratka jih počasi skušajo pobiti. Pričemer imamo tudi to seveda totalno napetost v tem eden prvih prizorov, ki je še malo komičen, preden pač stvar gre res v neko mučilko, pa v neko rezanje vratov, rok, česa vse. Pač. In destilacijo. In destilacijo, ja. Imamo seveda prizor, kjer on nakupuje šnopec pri eni tej starki na nekem ovinku in ona mu pač reče, da pač ta šnopec ni za njega, za tega šmrkovca, je to za prave dedce. Ja. In pol jim seveda v naslednjih prizorih pokazujejo, kaj je to pravi dedec. Pri tem filmu je meni zopet, če se vrnem na to pojavno obliko razrednega boja, pa vertikalno mobilnost, ki se mi zdi zelo slovensko. Nekdo z doline pride pamet soliti enim v hribe, pa kao, pa se ta šnopc, daj mi ta šnopca, pa tako naprej, pa to ni za take pamže, ki stija. Se mi zdi če se gremo na vertikalno mobilnost, kako se nekdo nekam preseli, pa pride pamet soliti, pol pa nekdo, kar je zanimiv zasuk, pri nas nekdo na vrhu reče, kao, ta router, ta hik slovenski, reče, kao, to pa ni zate spokoj nazaj v dolina. In se mi zdi Idila zelo zabavn, pa zanimiv primer ravno iz tega stališča. Je pa seveda zelo akcijski, mislim, tisto vso jahanje po onih, mislim, da grintoških gozdih, ali kje, mislim, da sem enkrat probo tam najti, kje je natančna ta lokacija, pa ne vem, če sem zadev. Je zelo nedefinirano, ampak meni je to ravno čar. Ne vemo natančno, kje je to. Ta groza pač je tam zunaj nekje v višavah nad Jurija 500. Idili, ki je pobrala kar nekaj nagrad, mislim, da kar sem si napisal, 4 vesne, tudi vesno za najboljši celovečerec, recimo, pa za obe glavni vlogi, je seveda tisto, kar je meni pri filmu simpatično, je to, da je to res slovenska verzija tega žanra, ker doda alkohol, to, kar je Igor omenjal, in to jaz mislim, da je absolutno slovenska groza, ni groze brez alkohola, je alkohol nekako v miksu vedno, hkrati pa doda bi jaz rekel eno tako zelo slovensko spet idejo, ker naslov je Idila. In kaj je ta Idila, kako se predstavljamo to Idilo, je seveda
banjo zamenja harmonika in pač ja, povsod je alkohol in s tem imamo neko perverzno podobo te neke domačijskosti, kot jo predstavljajo nam nacionalistični politiki. Meni se pač tako nekako zdi, ki ves čas govorijo, ne, Ljubljana je leglo zla, tam so sami geji, tam so sami mamilaši, tam so sami skratka neki igravci in tako, kulturniki, paraziti, ne, in potem pač pridejo v stik z nekim domačim, ruralnim okoljem. Ljudje na podeželju in tako. Tako, kjer so še pravi, kleni, domači ljudje in tam jih seveda brutalno pobijajo. Ja, ne, dela je odlična. Ja. V tem smislu. Dejansko mislim, da si mogoče najbolj zasluži ta naslov povzdignjeni. A veš, ker res je Jurija 500 hribi ziher. Ja, zanimivo je, da zdaj, ko ugotavljamo o tem, je zanimivo predvsem to, da se je malo umaknila recimo iz grozljivk neka tipična kritika potrošništva. Ne? To, kar smo imeli recimo z Romerovimi zombiji, ker so zombiji zelo pogosto v trgovskih centrih in tako naprej. To je nekako zginilo iz grozljivke in je zdaj res ta razredni boj dosti bolj ekspliciten, pač, oziroma je res ta napetosti med. Ja, tu se tudi vključi zadnji Romerov, ta dober, bolje še enega posnel, mislim, da je 2. Land of the Dead iz, mislim, da 2005 ali nekaj takega, kjer dobesedno, ker njegove pač se stopnjujejo tako noč, se dogaja takrat, ko se začne vse skupaj. Potem je zora, to je takrat, ko zombiji začnejo prepravljati in se ljudje še skrijejo v nov, mislim, delujoč shopping center in še elektriko imajo vse. Potem je tretji film bil Dan živih mrtvecev, kjer so že prepravili zemljo in gledamo v bistvu vojaško bazo, kjer skušajo najti rešitev, kakršnakoli bi lahko bila, zato da pridemo ven in ugotovimo, da se je tako zmešalo, ker kakor hitro si vojski prepustil oblast, si zajebal. In potem Land pa se dogaja še kasneje, ko se vzpostavijo neke skupnosti in pač gledamo mesto, ki je Pittsburgh in so v mestu ljudje, ki imajo povsem kapitalistično ureditev. Dennis Hopper je človek, ki je na vrhu, tudi živi na vrhu stolpnice in vse je dosti očitno, medtem ko so zombiji pa onkraj reke, ne, ker Pittsburgh je zaradi geografske lege odrezan od vseh strani z rekami. Ne. In potem pač zombiji na eni točki ugotovijo, da lahko pridejo prek. In je to. In oni, tako kot so v Zori, zombiji začnejo hoditi s tistimi shopping karti, ki so pač se spomnijo, da so to nekoč delali, tako se tam spomnijo, da so nekoč bili delavci. On, ki je na črpalki v teh Ibercugu, zgrabi tistega Francoza in ugotovi, da s tem lahko nekaj dela. In potem grejo in preplavijo mesto, zato pač imaš en dobeseden podobo tega delavskih mas, ki pač se povspnejo nad gospodarjem. Ja, kar je tudi edino prav. In pa mogoče zdaj zadnji film, ki ga bomo nekako omenili, dokaj razen, če se boste še videli kaj spomnili, takega je The Host oziroma Gvoje Mul, kakorkoli se to prebere, gostitelj po slovensko spet Bong Joon-hoja. Je pa en tak zanimiv film, ki ga je danes, jaz sem ga pogledal par dni nazaj in ga je zelo zanimivo gledati po pandemiji, ko smo skratka to doživeli, ker tukaj skratka imamo neko pošast, ki nastane zaradi zlivanja nevarnih kemikalij iz ameriške neke oporišča oziroma nekega laboratorija ali pa vsaj ameriške korporacije v njihovo reko in skratka nastane neka, kaj zvem, deformirana riba, gromozanski, napol kit, napol neka lovke ima, ne vem, hobotnica ali pa kakorkoli takega in ta začne terorizirati mesto, hkrati pa naj bi prenašal nek virus, vsakega, ki se ga dotakne, naj bi imel v sebi nek virus. In imamo tukaj zelo jasno pač pokazano, da so ti glavni junaki, ta družina, ki jo spremljamo, so skratka nek nižji razred, mogoče sta brat pa sestra malo nižji srednji razred, ampak
tale glavni junak, ki mu ugrabijo hčerko, je pa definitivno nižji razred, skratka on pobira drobiž, da bi hčerki lahko privoščil boljši mobitel, kar se izkaže, kar je meni krasno upeljano v film, ker ni samo to, joj, nimaš slab mobitel, imaš, ampak potem to pride seveda v zgodbi prav, ker ko ga ona kliče, on komaj sliši signal, komaj dobi signal in je skratka tudi to in klic potem prekine in tako naprej. Ampak hkrati je to ena, bi jaz rekel, zelo jasna parabola, kako skratka vlada popolnoma ne obvlada te pandemije, skratka tam ljudje se jim upirajo, na koncu se seveda itak izkaže, da virusa sploh ni, ne, da je bil samo misinformation, se pravi napaka. Hkrati pa seveda ti ljudje, ki se najprej imajo demonstracije, čisto na koncu proti vladi, nočejo oditi iz tega kraja, se potem usmerijo in napadajo to pošast, ker ta pošast postane totalen simbol vsega tega zatiranja, ki ga vlada seveda spravlja nad njimi, kakor je seveda migrant ali pa neka podoba tujca vedno v vsej politiki izkoriščen za to, da se brezpravnim masam reče, ne, mi nismo ti, poglejte, vam krade službe, vam, ne vem, jemlje vaše hčere, ne, skratka dobesedno, in pač pejte se na njega spravi, in oni se spravijo na njega in ga skratka potoče in ne vem kaj, in tle se film čisto normalno konča, čeprav je vlada počela grozljive stvari, s tem, da je seveda Koreja zelo povezana z Ameriko, oziroma je tam tudi veliko vojaških oporišč, Amerika je skratka tam zelo dobro usidrana in tako se je pravzaprav zelo sploh začelo, ne, z ameriško prisotnostjo, s prisotnostjo ameriškega kapitala. In se mi zdi ena taka res sjajen film, ki točno to pokaže, čeprav sam kot grozljivka ni baš bog ve kaj, je bolj ta, se mi zdi ta parabola meni zelo tukaj všeč. No? Ja, jaz bi v ta mix dal serijo. In serijo, ki se je kar zaključila, in to je The Last of Us, torej poslednji nas, ki smo mi zdaj epizodično spremljali. No? Meni, naprimer, če greš na ta marksistično branje ali pa razredno branje, ne, je nekako, kaj je prav počelo v bistvu samega problema teh klikerjev in infected, je v bistvu globalna izmenjava dobrin. Da se v bistvu ta gliva zaradi globalnega segrevanja, ki je posledica kapitalskega izkoriščanja planeta, kao razširi po celem planetu zaradi globalne izmenjave. In potem, recimo, posledica tega je razkroj celotne družbe do tiste najbolj osnovne celice, kar je glavna tema oziroma glavni problem serije oziroma to, kar oni zasledujejo, tema družine, ne, starševstva. Ta celica, v katero kapital skuša odreti noter tvojo zasebnost, v naša razmerja, da to še razbije, ker vsi, ki nimajo tega, so ali totalno zlobni ljudje, ali skušajo na novo poustvariti neko družbo, ki je popolnoma oportuna, grozna, izkoriščevalska, ali pa zapadeš v neko parazitsko stanje, kjer si povezan z ostalimi preko teh gliv ali kakorkoli. In se mi zdi v bistvu v tem obranju dobra sopostavitev. Nismo pa še imeli še enega žanra, ki ni toliko horor, ampak je pa ta, kako naj temu rečem, spektakl razrednega boja. Tu imamo v bistvu, ti si omenil v avtu prej, Stephen Kinga Running Mana, kjer se v bistvu gre za neko določeno Battle Royale sceno, kjer v bistvu vladajoči razred na dnu posode plepsa pobere nekoga, da ga za spektakl vrže ob TV in potem se družba naslaja nad vso krvavo naslado, ki se tam ne dogaja. Running Man je en primer, potem imamo Battle Royale, Takeshi Kitano iz leta 1999, če se ne motim, pa potem še Squid Game, ki je bil zelo popularen. Hunger Games. Pa Hunger Games, seveda. Ne? Za Squid Game je mogoče še najbolj zanimiv, ker tu pa res so tisti revni razred, reveži, ki so v dolgovih, ki se skušajo spraskati ven iz te svojega razreda, ne? S tem neko loterijo, dobesedno loterijo. Ne? Tudi preko iger na srečo jih not speljejo. Ja, točno, imaš prav. Ja. Meni je mogoče najbolj grozno pri tej seriji, niti ne sama serija, ki je čisto ok, odlična, imeli smo epizodo o njej. Meni je bilo mogoče najbolj grozno v tem, ker je bila ful popularna pri naših osnovnošolcih. Jaz sem pri sosedi to videl, ki je mislim, da 12, letos bo 12 stara, torej 11-letnica je to gledala. Rekla, jaz niti ne morem tega gledati, ker mi mami ne dovoli, ampak vsi moji sošolci se pogovarjajo o tem, vsi so jo gledali. In mi je tako
tako se sprašujem, v bistvu, kako daleč je v bistvu ta grozljivka. Meni je bilo grozno, da so to gledali, ker je zelo krvava scena. Mislim, serija. Kaj so sploh dobili od tega? V bistvu, kaj takšna zadeva uči takšne mlade? Ne? Zdaj, kako je zaznati ta razredni boj? Ker tu imaš res one bogate v maskah, ki so napol deviantni, perverzni in se naslajajo nad predvsem ono igro. Mislim, da pridejo noter, ki skačejo po steklo. Pa hkrati vso to bedo človeštva, ki se skuša ven zmazati, pa ne najde niti stika drug z drugim. Meni je groza, kaj dobi mlad človek od tega, ne vem. Dobro, no, ampak gledaj, tu pa zdaj spet ne moreš reči. Mislim, tukaj je več problemov. V tem je, da je na Netflixu, kar pomeni, da moraš tudi znati dovolj dobro angleško, da lahko podnapisom slediš v angleščini, ker korejsko vseeno kljub popularnosti Blackpink in onih, kar ti poslušaš, ne vem, če znajo dovolj jezika. No. Ampak glej, jaz sem tudi predost mlad. Mi smo gledali, koliko si bil star, ko si gledal Robocopa, koliko si bil star, ko si gledal Terminatorja, Aliena. To so premalo. Ja, in zdaj glej, če mularija to gleda, pa mislim, glej, sej, bo je problem za njihove starše, ne za nas. Čakaj, tvoja je gledala? Ne, Squid Game seveda ne. Ja, ampak mislim, to je en žanr, no, ki ima elemente groze oziroma horror, slasher žanra in se mi zdi, da je zelo pomembno. Kljub temu, da se zelo hitro zapakira v akcijsko zadevo, ima pa ta močen družbeno-kritični element, predvsem tega razrednega premika. Pri Hunger Games je to, mislim, da še najbolj očitno, ker tudi te pa so namenjeni mlajši publiki, ne? In imaš prav, ki pač sodi v ta young adult dystopian fantasy in prav imaš, da izberejo revni ljudje po enega človeka iz svojega okraja, da se bo boril na smrt in potem, če bo zmagal, bo imel hrano za cel life. Ne? Ja, meni se pa Battle Royale v bistvu zdi 6 stopničko bolj grozen, ker dejansko pa... Grozljiv pa je. Ja, se izberejo pač en... srednješolski ali kakršni razred, ga postavijo na otok, tle imate orožje, fentite se, medtem ko se folk na celini naslaja na temo. Tu pa gre dejansko potem samo en lahko preživi, ena, kakorkoli. Pri Hunger Games tudi. Ja, ampak tukaj je pa to, da v bistvu pri Hunger Games se oni ne poznajo med sabo, so v bistvu konkurenčni ti distrikti, tu pa je razred, tu so pa ta razmerja prijateljstva, ki se potem razkrojijo seveda, ne, zaradi preživetja. Ne. Se mi zdi ta element groze toliko bolj hardcore. Hkrati, če se prav spomnim, pri Battle Royale je seveda ta fora, da so ti učenci, oziroma da gre za nek najslabši razred, kao najbolj neprilagojena, ni neka taka. Ne, randomly. Cela stvar je v tem, da zato, ker je razkol med odraslimi in najstniki tak hud, so se odločili to kot discipliniranje uporabiti, da vedno izberejo randomly en razred. Ja. In ga tja dajo. Ja, tako se zdi, kot da je to neka post-apokaliptična družba, ali se ni. Ne. Ja, ampak tako, nimamo nobene moralne avtoritete več, tle imate moralo, tle imate opozorilo, tle imate grozo, ki se bo dogajala, če ne boste pridni. Nek državni terorizem, terorizem kapitala, kakorkoli boš temu rekel. Ker dejansko pa je vse na pol Azul Evropa, YouTube televizirano, projicirano potem v domove kot lekcija. Ne? Čeprav meni se z tega stališča v bistvu Squid Game zdi, da je vendarle naredil en korak, ne bom rekel, da ravno naprej, ampak je bolj eksplicitno pokazal, da gre za parabolo kapitalizma, s tem, da seveda njih po prvi igri spustijo ven in jim pač reče, ok, pač kdor noče biti več sodelovati, lahko gre. Ja. In potem se jih zelo velika večina vrne, ker kaj, ko pridejo ven, seveda ugotovijo, da kapitalizem je isti Hunger Games, ista resničnostni šov, v katerem oni umirajo, samo da je mogoče na daljši rok in ni rešitve. Ja, ampak v Squid Gameu lahko vsaj prideš do denarja. Ampak razlika za Squid Game je to, da nekako ta perverzija privatne naslade teh bogatunov je zelo očitna. Ono je pa Running Man, naprimer, pa Battle Royale, je pa projicirano. Ja, to. To se mi zdi zelo pomembna taka ker je distinkcija, tam seveda še ta element kruha in iger. Skratka, mi bomo hkrati celi družbi damo to zagledati, pa je mir. Prav to, are you entertained? Ker drugače Squid Game, jaz mislim, da je tudi mladim zanimiv seveda iz izhodišča, da oni to gledajo tudi malo kot resničnostni šov, ki zdaj se seveda prihaja, že dolgo so snemali ta nek resničnostni šov Squid Game, kolikor vem, sicer nihče ne bo umrl v njem, ampak
nikoli ne veš, to je Netflix. Ampak ja, da je skratka to tudi resničnostni šov, ker kaj so resničnostni šovi, če ne točno to, naslajanje nad nižjimi razredi. To samo pogledajte Slovenijo, ki imaš dobesedno, kako je že tisti naslov, kmet išče ženo ali kakorkoli, dobesedno kmetavzarski resničnostni šov, kjer točno to, kar mi videli, zdaj govorimo, ono so neki routerji, oni zelo jasno dajo neke routerje v oddajo in se z njih cela Slovenija norca dela, oni pa mislijo, kako bojo preko tega resničnostnega šova pridobili, ne vem, kapital, vse te sanske ženske mislijo, da bojo potem velike vplivnice, ko bojo prišle ven iz teh resničnostnih šov in tako naprej. Ampak gre tukaj pri teh pravih resničnostih sta še dve stvari pomembni. Prvo je ta, da ljudje, ki se prijavijo, so pogosto ljudje, ki hočejo biti v ospredju in so pripravljeni narediti veliko stvari. Zato druga stvar, ki pa je še pomembnejša, pa je, da so te stvari niso resnične, ne? Ampak so scenariji narejeni. Od tega, da se tem ljudem predlaga, kaj naj naredijo, do tega, da se jih zmanipulira na razne načine, ne nazadnje skozi montažo, da se dobi čim boljši efekt. In scenariji, kaj se bo zgodilo, so napisani in se jim bolj ali manj sledi. No, vsekakor, ampak seveda so ti ljudje pripravljeni pristati na to, zato ker mislijo, da bojo od tega nekaj dobili. In zelo pogosto je tudi to, ne, spet, zdaj smo pa tukaj v obratni idiliji, ne, ker to seveda ljubljanske produkcijske hiše delajo in jaz sem se tudi pogovarjal z enim producentom recimo resničnega šova, ki mi je jasno povedal, da najboljši liki, ki jih oni iščejo, so Štajerci. So Mariborčani, recimo zdaj, ki smo ravno v Mariboru. Ne? Zaradi tega recimo pri sanski ženski morajo biti vsaj, ne vem, 2 ali pa 3 Mariborčanke, vedno. To imajo oni zdaj kot pravilo in to je dobesedno norčevanje ljubljanskih elit iz vseh periferije, iz katere pa skušajo potegniti, seveda psihološko, tako kot je Igor rekel, oni zelo natančno preučijo psihološko te ljudi, to so ljudje, ki si res želijo pozornosti in bojo za njo vse naredili, ampak spet, tukaj gre, jaz mislim, da za zelo jasno razredno perspektivo, ker jaz še nisem videl noter človeka, ne vem, z iPhonom pa z uspešnim podjetjem, pa ne vem, zakaj bi se tak človek šel resničnostnega šova, ne? Ta človek ima zasebnost, ki si jo lahko privošči. V resničnostnem šovu se prodajajo samo ljudje, ki prodajajo svojo zasebnost za neko kapitalistično igro. Ne? Okay, zdaj smo mogoče malo zašli. Ja, ampak ne, mislim, da smo zdaj definitivno ultimativni grozljivka. Ja, absolutno. Mislim, da smo izčrpali še kdo kakšen film, kakšno serijo omenil zelo na hitro. Zdaj seveda mi smo se osredotočili bolj na novejše, se pravi po 2000, seveda imamo v preteklosti veliko tega, oni živijo, je ena taka zelo dobra grozljivka, ki pokaže kapitalizem, zelo antikapitalistična grozljivka, antipotrošniška grozljivka, še kaj takega, kar smo pozabili omeniti. Poltergeist vsekakor je ena ta klasika, kjer se gre tudi za zgodbo kolonializma, kot se izkaže. Tako da ja, ampak praktično težko najdeš horror film, ki ne bi imel nekih tudi teh družbenih elementov. In to se mi zdi vrelo, zato imamo rad horror. Ja. Zato ga vsi gledamo, ker smo snobi in imamo elevated. Definitivno grozljivka je en tak žanr in je zelo, oh moj bog, že spet potenten. Ne vem, kaj je danes. Zdaj pa mogoče ta trenutek, preden seveda zaključimo, preden jaz povem avtoro, še tukaj je kakšno javno vprašanje, ki ga bo kdo od vas, mislim, ki ga bo povedal v mikrofon in predlagam Igorju mikrofon, zato ker ga imam jaz toliko blizu, da ga zelo poljubljam. Pa mogoče, če kdo, ki ima kakšno vprašanje, potem seveda naj ga izgovori v mikrofon, tudi za naše poslušalce, ki bodo to polet poslušali. Vprašanja vsaj javnega ni, potem počakajte, da zaključimo, pa seveda lahko pristopite do nas ali pa vprašate kaj, kar ne bo cela Slovenija slišala, ker valjda nas vsi poslušajo. Ljudje in ljudine, to je bila že naša ne vem katera epizoda, definitivno pa 13. epizoda v živo. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vse žanrov od F do Z, ki ga gosti Mreža Aparatus, z vami smo bili Mito Gegić, Servus, Igor Hart, da še enkrat pozdravimo publiko in Aljoša Harlamo. Tole epizodo smo posneli v Mariboru kot prvo živo epizodo, ki jo smo jo kadarkoli
snemali v Mariboru, zato se vsem gostiteljem še enkrat, Pekarni Magdalenske mreže, Film Factory, Mariborski knjižnici, zahvaljujemo za njihovo gostoljubnost, predvsem pa se zahvaljujemo mariborskemu občinstvu, ki bo zdaj dokazalo, da je še vedno kako živo in živahno. Občinstvo, oglasite se, prosim. To niso bili predsmrtni kriki, ampak navdušenje. Mi smo se imeli fino, upamo, da ste se tudi vi in da to pomeni, da nas boste še kdaj povabili. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatov z odličnim izborom podcastov za vsakega in če vas bodo v prihodnjih dneh naraščajoče cene hrane in stroškov, najemnine, elektrike, ogrevanja in komunali ter na drugi strani povsem nepremične mezde potisnile v morilsko besnilo, zaprite oči, preštejte do 10. Če vam pomaga, si predvajate tudi kakšno meditativno glasbo, tako dobro premislite, ali motorna žaga, ki je sicer sjajna sila in vam prihrani veliko dela, ampak potrebuje gorivo, pa lahko zašteka, ali ni vseeno boljša dobra stara sekira, ki je sicer naročni pogon, ampak kaj, a vam bo morilskega besa zmanjkalo? Kako hitro vam ga, prižgite dnevnik, seznanite se z novimi cenami goriva in takoj boste dobili novo moč za sekanje privilegiranih vratov. Zapomnite si samo to, podcast Obot je na vaši strani, ker je to prava stran zgodovine. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast SKM, Obot brez pikcmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktreeju, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mrežo še vedno tudi delimo rajcere, prikolice, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, vaše morilske fantazije, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že torej, spet bi moral tukaj šlat, pa ne bom, epizoda. Dragi obodževalci in obodževalke, vabljeni k spremljanju našega podcasta tudi v bodoče. Če nas prej niste poznali, smo zdaj na ti in se slišimo naslednjič.